Preden se začne tale video, imamo en pomemben announcement, in sicer naredili smo Discord skupino. Ta Discord skupina je namenjena vsem vam, ki vas zanimajo pač finance, delnice, kripto. Pogovarjali se bomo noter veliko teh stvarih, imamo stock chat, kripto chat in pa tudi naju lahko vprašate mogoče kaj, če vas zanima. In pa nasplošno je fajn imeti take ljudi, ki se lahko v bistvu pogovarjate z njimi o teh interesih, ki jih imate vi, ker verjamem, da se s svojimi prijatelji verjetno ne morete toliko pogovarjati o financah pa takih stvari. Tako da joinite se Discordu, zastonje, link imate v spodaj v biotu. Dobrodošli v novem videu in danes bom povedal, kako investirati svojih prvih 1000 evrov v stock market. Vedno so že naredila video, kako investirati prvih 1000 evrov, ampak tisti video je bil v bistvu bolj nasplošno, kako začeti, se pravi, če imate sam 1000 evrov, ni bil samo za stock market. Danes bom pa povedal v bistvu samo za stock market, kako bi jaz investiral svojih prvih 1000 evrov. Tako da danes tudi ne bom govoril o ETF-ih, kakor veste, za večino ljudi predlagam ETF-e, ampak v bistvu, če bi delal video o ETF-ih, bi bil konc v 1 minuti, zato ker bi vam sam rekel, da kupite 1000 evrov S&P-ja in je to, tako da danes bomo govorili samo v bistvu o posameznih. Ok, in prvi korak je v bistvu, da poiščete eno podjetje, ki ga v bistvu dosti dobro poznate. Če ste začetnik, verjetno ne razumete še čisto dobro vseh teh zapletenih stvari, ki jih v bistvu gledajo mogoče kakšni bolj izkušeni investorji, kakor so neki PE ratio, balance sheeti, income statementi in pač podobne stvari. Tako da v bistvu za začetek je najboljš, kaj lahko naredite, najdete eno podjetje, ki vam je všeč, ki poznate ta business model in ki boste v bistvu comfortable v njega investirati denar za naslednjih, naprimer 10 let. Ne vem, to podjetje je lahko Apple, lahko je Nike, McDonald's, v glavnem kjerokoli podjetje, ki ga vi poznate, ga mogoče uporabljate in ste v bistvu confident, da bo to podjetje čez 10 let ali 5 let večje, kakor je danes. Tukaj je pomembno, da si zapomnite, da ko kupite vi delnico, vi v bistvu kupujete del podjetja in v bistvu del nekega cash flow streama, ne? In če mislite, da bo ta cash flow večji v naslednjih letih, pol se vam splača kupiti to podjetje. No, in ko to naredite za eno podjetje, bi v bistvu rad, da najdete še 2 taka podjetja. Se pravi, da imate na koncu 3 podjetja, ki so vam všeč, ki ste comfortable v njih vložiti denar. No, in v ta 3 podjetja bi rad, da vložite 70% od teh 1000 evrov. Se pravi, 700 evrov, ostane vam pol še 300 evrov. No, in pol bi rad, da za ta 3 podjetja, da jih v bistvu res spremljate. Se pravi, spremljate novice, spremljate, kaj pravijo kakšni analisti. Zdaj najpreveč poslušati analistov, zato ker še vedno hočete sami delati odločitve, ne glede na to, kaj pravijo drugi. Ampak je ponavadi dobro, da slišite mogoče mnenje od kakšnih drugih, zato ker pol tudi sami začnete razmišljati o teh pointih, ki jih je en drug povedal. Se pravi, spremljate vse reporte, ne vem, kaj pravi CEO, v glavnem vse take stvari, ki bi lahko vplivale na stock price podjetja in s tem se boste v bistvu ful naučili o investiranju. Sploh, če boste imeli vi vložen denar v ta 3 podjetja, vas bo v bistvu še toliko bolj zanimalo in s tem se boste pol v bistvu največ naučili. Se pravi, če boste spremljali, ne vem, neke quarter reporte, yearly reporte, boste v bistvu dobili veliko znanja o tem, kako v bistvu analizirati neko delnico. In med tem časom, ko to delate, se pravi, ko se učite, ko spremljate te 3 podjetja, v bistvu med tem časom pa začnite iskati tudi druge stokse. Kar se bo verjetno zgodilo je, da zaradi tega novega znanja, ki ga imate, novih izkušenj, vedeli boste, kaj morate gledati, se zna zgoditi, da vam bo kakšno novo podjetje, ki ga pogledate, mogoče bolj všeč od unih 3, ki ste prvo investirali v njih. No in pol morate vi v bistvu priti do ene odločitve, a boste prodali kaj od unih prvih 3, kupili nove stokse, ne vem, če so vam une 3 podjetja še vedno najbolj všeč, pa lahko tudi investirate vse v njih, ampak, kakor sem rekel prej, najverjetneje se bo zgodilo, da vam bo kakšno podjetje bolj všeč, tako da pol se v bistvu sami odločite, kako boste razporedili teh 1000 evrov
Jaz vam predlagam portfolio, ne vem, ene 5 stoksov za, če imate 1000 evrov, lahko tudi več, lahko tudi manj, ampak tam manj kot 3 že ne priporočam. Zato, da boste imeli pač malo razporejen denar, da če se slučajno kaj slabega zgodi z enim podjetjem, da imate še vedno druge dva. No in pol imate v bistvu portfolio tam 3 do 5 stoksov, ki so vam všeč, ste v bistvu comfortable v njih, imeti denar. In to je v bistvu to. To je, kako bi jaz investiral svojih prvih 1000 evrov. Napišite v komentar, a bi raje, da naredim, kako investirati 500 evrov ali kako investirati prvih 10 000 evrov. Drugače pa naj jo zafollowite še na IG-ju. Joinite se še na en Discord, full jak community, govorimo o stoksih, kriptu, vse, o investicijah. In ja, se ga v naslednjem videu.